Častni pozdrav! Spoštovani policisti in policistke, spoštovani gostje, prijazno pozdravljeni na naši osrednji proslavi ob dnevu Slovenske policije. Bližamo se namreč 27. juniju, ki smo si ga v policiji izbrali za naš praznik in ki simbolizira vse, kar zaposleni v policiji verjamemo in za kar delujemo. Simbolizira pogum, podporo, medsebojno zaupanje. Spominja nas na trdno odločenost varovati državo in ljudi, kot smo to v preteklosti že dokazali. Opominja nas, da je v znanju, dobri izurjenosti in slogi moč, ki je ne more nič ogroziti ali zaustaviti. Samo zato lahko danes živimo na svoji zemlji, kot bo malce kasneje zazvenela skladba v izvedbi policijskega orkestra. Še prej pa vabim k besedi generalnega direktorja policije, gospoda Marjana Faneka. Spoštovane sodelavke, sodelavci, cenjeni gostje. Veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes nagovorim ob dnevu Slovenske policije. Še poseben pozdrav gospe ministrici za notranje zadeve, gospe Vesni Gerke Žnidar z njeno najožjo ekipo in seveda vsem predstavnikom naših partnerskih organov, organizacij in institucij, ki že vrsto let zagotavljajo v partnerskem odnosu takšno stopno varnosti, ki smo udeležili v državi Sloveniji. Današnji dan, praznik Slovenske policije, pomeni enega glavnih mejnikov na poti ustvarjanja zgodovine policije v slovenski državi. Seveda nas spominja na dogodke izpred 24 let, ko smo z veliko odločnostjo na skupni poti z državljani Slovenije sprejeli odločitve, ki se mogoče iz varne distance današnjih časov zdijo preproste in enostavne, ampak v tistih časih zaradi nepredvidljivosti dogodkov so bile še kako težke. Po drugi strani niso bile tako težke, ker smo zasledovali voljo ljudstva, kar je bila tudi osnovna rdeča nit in pa pot, vodilo policije tudi v prihodnje vse do današnjih dni. Sveda je naša naloga in obveza, da ta zgodovinski spomin ohranjamo ne samo tiste generacije, ki smo neposredno sodelovali v tistih dogodkih, ampak tudi za vse generacije, ki bodo na to pot stopile v prihodnje, kajti v tem ohranjenju spomina ostaja tudi dolg do vseh naših kolegov, takratnih miličnikov, ki so za varnost države Slovenije darovali tisto, kar so lahko največ svoja življenja. Sveda so se v tistem času postavili dosti visoki standardi odločitev in pa varnosti v državi Slovenije. Sveda to pomeni za nas lahko tudi ponos, po drugi strani pa tudi veliko zavezo za naše ravnanje v prihodnje. Kljub temu, da Slovenija ostaja tudi v tem obdobju varna oaza v tej regiji, v Evropski skupnosti in se lahko upravičeno pohvalimo z stopno varnosti v Sloveniji, ki je seveda nismo zagotavljali sami, ampak v tesnem partnerskem odnosu z vsemi drugimi institucijami, ki delujejo na področju varnosti, še bolj, kar je še bolj pomembneje, pa v partnerskem odnosu z državljani Republike Slovenije. Seveda na
stopni varnosti in rezultatih, ki jih dosegamo, nekako ni mogoče zaspati. Nemogoče je prezreti dogajanje v naši regiji, v bližnji soseščini, ko lahko zelo hitro ugotovimo, da lahko valovi terorizma, ilegalnih migracij zelo hitro pljusknejo na naše območje in bomo soočeni z novimi izzivi. Seveda pa lahko tudi na te izzive gledamo z optimizmom, kajti brez težav lahko ugotovimo, da smo sposobni parirati tudi tem izzivom, seveda v partnerskem odnosu z vsemi, ki nam lahko pri tem pomagajo. Seveda je nemogoče prezreti, v kakšnih pogojih in okoliščinah dosegamo takšne rezultate. Skoraj da na vseh področjih varnosti je Slovenija v tej regiji in v evropskem prostoru, če ne na samem vrhu, pa med državami v samem vrhu po zagotavljanju stopne varnosti. Marsikdo tudi zavzema stališče ali poda mnenje, da je takšna stopna varnosti dana sama od sebe. Seveda, plod, da smo dosegli takšno varnost, je zagotovo rezultat tega, da smo ciljno usmerjali svoje aktivnosti, razporejali svoje sile, kljub zategovanju pasu v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, dosegli take rezultate, ki pa lahko ob prihodnih nepremišljenih ukrepih, racionalizacije, krčenja sredstev seveda prinesejo dosti negativne posledice, ki se lahko izkažejo seveda šele čez leta. Ampak seveda tisto vodilo, ki je vodilo naše kolege v letu 1991, da ostanemo partner, da največ gradimo na zaupanju javnosti v policijo, bo zagotovo pripomoglo k temu, da bodo vse odločitve pravilne in peljale po tej poti, ki smo jo peljali tudi do sedaj. Seveda se pri tem vedno postavlja vprašanje, kje določiti prioriteto, ali naj bo policija partner države, servis države ali servis državljanov. Mislim, da je tu odgovor popolnoma jasen, kajti odločitve, ki so sprejete v kontekstu trenutnega družbenega dogajanja, prilagojene po interesu posameznikov ali pa interesnih skupin, zagotovo niso pozitivne na dolgi rok. In če hočemo ohraniti tradicijo, na katero smo lahko upravičeno ponosni, seveda moramo gledati dolgoročno vnaprej in tu zagotovo težav za pravilnost naših odločitev ne bo. Seveda, tisto, kar je posebnega pomena, je ohranjanje pozitivnega odnosa z ljudmi. Slovenija in slovenska policija predstavlja poseben fenomen v vrednotanju ugleda poklica policista in pa vrednotenja samega poklica, kajti kljub temu, da v veliki meri predstavljamo represiven organ in bi na lestvicah priljubljenosti po vseh pravilih moralo biti nekje v sredini ali pa v drugem delu, še vedno zelo visoko zasedamo uvrstitev na teh lestvicah in prehitimo marsikatero institucijo, ki je po naravi svojega dela veliko bolj prijateljska do ljudi. Seveda je to pogojeno, tu ni potrebna posebna analiza v ohranjanju partnerskega odnosa in uresničevanju našega poslanstva, zavedanja poslanstva našega poklica, in če ljudje to dojamejo, bodo tudi nas dojemali kot partnerja, ne pa kot policijo v smislu represivnega organa in orodja države. Seveda je pred nami še veliko izzivov. Poleg zaupanja ljudi v nas je seveda izrednega pomena, da ohranimo ustrezne odnose znotraj institucije, partnerski odnos z vsemi drugimi institucijami in tisto, kar je še posebnega pomena, da ohranimo zaupanje ljudi v nas in v naše delo. To bo zagotovo perspektiva našega dela in verjamem, da se bo ta tradicija in zgodovinski pomen policije ohranil tudi v prihodnje. Seveda moram danes izraziti še posebno veselje, da lahko današnji dan, praznik slovenske policije, povežemo z odprtjem novega objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je največja in tudi edina velika investicija policije v zadnjih 10 letih. In mislim, da se vsi zavedamo, koliko ta dejavnost vpliva na stopnjo varnosti v državi Sloveniji. Nažalost, z mešanimi občutki
spremljamo določena stališča, ki porajajo v dvom v neodvisnost in pa strokovnost te institucije. Tudi po eni strani nas žalosti, da je delo te institucije v tujini celo bolj cenjeno, kot pa v sami državi Slovenije, ampak zagotovo bo dokazovanje z delom pripomoglo k temu, da bo tudi njihovo delo ovrednoteno tako, kot se to tudi zasluži. Seveda pri odprtju tega novega objekta nikako ne moremo spregledati vloge sedanjega direktorja, kolega Francija Sabliča z njegovimi najbližjimi sodelavkami in sodelavci, kajti on vseeno velja za očeta tega objekta in nažalost sedaj preživlja 4. desetletje dela na tem področju in se v 2. mesecu po zaobljubi, da se bo od nas poslovil in se upokojil ob odprtju tega objekta, nažalost to obljubo tudi drži. Zato še enkrat zahvala njemu in vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem. Sveda, zagotovo odprtje takega objekta pomeni neko svetlo točko in upanje v prihodnost, da bo policija ostala moderna, sodobna institucija, primerljiva v mednarodnem prostoru in da bomo tudi slišani v Sloveniji z našimi potrebami za naš razvoj ali pa vsaj ohranitev takšnega statusa, ki ga imamo in seveda s tem pogojene tudi stopnje varnosti. Zadnje odločitve in pa poteze vlade že nekako nakazujejo, da smo razumljeni, da se bomo lahko tudi okrepili, zaustavili kadrovske deficite, ki so globoko zarezali v naše vrste v zadnjem obdobju in na tem mestu bi se svojim imenom, in mislim, da je imeno vseh policistov tudi zahvalil naši ministrici z njeno najožjo ekipo za ves trud, ki ga vlaga pri pridobivanju teh resursov, kajti ob tej sinergiji se tudi v prihodnosti ni potrebno bati in bomo lahko še toliko lažje uresničevali svoje poslanstvo. Na koncu bi se seveda zahvalil vsem sodelavcem, sodelavkam za njihov prispevek k varnosti, ki jo zagotavljamo v Sloveniji. Dobitnikom današnjih priznanj seveda iskreno čestitev za priznanja in za delo, ki stoji za odločitvijo, da ta priznanja prejmejo, in pa na koncu dodal seveda svojo skromno željo, da vsi skupaj poskrbimo, da ostane Slovenija varna tako, kot je do sedaj. Hvala. Da je Slovenija varna država, smo ljudje v največji meri dolžni zahvalo policistkam in policistom. Da so lahko pri svojem delu uspešni, potrebujejo ustrezne pogoje dela in opremljenost. Prav zato se odločno zavzema tudi ministrica za notranje zadeve, gospa magistrica Vesna Györkös-Vidar s sodelavci, ki jo zdaj vabim, da nas spregovori. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predvsem pa spoštovane policistke, spoštovani policisti.
Ob današnjem dnevu policije izkazujemo spoštovanje vsem vam, ki posvečate velik del svojega življenja temu, da dnevno bijete boj zoper kriminaliteto in to v prvi obrambni liniji. Pri čemer slovenska policija kot državni organ pravzaprav nima pravega tekmeca. Vi ste tisti, ki vnašate nepogrešljivo varnost v naša mesta, naše soseske in to tudi za ceno svoje osebne varnosti, ko dobrobit drugih postavljate na prvo mesto in se vsakodnevno izpostavljate nevarnosti. Tudi v preteklem letu smo tragično izgubili policiste, zato se danes z vsem spoštovanjem poklonimo tudi njim. Dali so svoje življenja kot pripadniki policijske organizacije, kar je vsekakor eden najvišjih izkazov poguma in nenazadnje tudi manifestacija častivrednosti policijskega poklica. Policija je živ organizem, ki presega klasični uradniški sistem in opravlja zahtevne javnovarnostne naloge. Ob dnevih, kot je današnji, je pravi trenutek, da se poklonimo tudi dolgi poti razvoja, ki ga je policija prehodila do današnjega dne. Obenem se spominjamo tudi padlih miličnikov, ki so svojo usodo žrtvovali za samostojno Slovenijo. Danes obeležujemo tudi njihova pogumna dejanja, ko so skupaj s pripadniki teritorialne obrambe in civilnim prebivalstvom soustvarjali novo neodvisno državo. S svojimi nesebičnimi in hrabrimi ravnanji so kovali pot pri vzpostavljanju policije kot ključne institucije zagotavljanja notranje varnosti, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenska policija je organizacija, ki predano služi ljudstvu in ki ljudje tudi upravičeno zaupajo. Je institucija, ki danes svojo strokovnostjo in učinkovitim delom zagotavlja visoko stopnjo varnosti v državi in uživa visok ugled tako pri ljudeh, kot tudi v mednarodni skupnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da ugled in zaupanje sta dolgoročna procesa, ki nista nastala kar čez noč, ampak sta se izgrajevala postopoma preko zakonitega, strokovnega in legitimnega dela policije. Sama pravzaprav nisem prvič na slovesnosti ob dnevu policije. Možnost doživeti to, če lahko temu tako rečem, plemenito modrino sem imela že pred nekaj leti v Tacnu, vendar sem danes tukaj prvič z vami v uradni vlogi. Zame policija že pred nastopom mandata ni bila neka oddaljena kategorija, prvič zaradi tega, ker prihajam iz takega okolja, drugič pa zaradi moje dosedanje kariere. Pomen in vloga policije kot nujne komponente sodobne družbe sta kristalno jasni in takšno mora tudi biti razumevanje poslanstva policije. Policijski poklic je več kot poklic. Je poslanstvo, ki zahteva pogum, je eden najtežjih poklicev, nad katerim venomer lebdijo novi izzivi in visoka pričakovanja družbe. Ob nastopu mandata sem tudi podrobneje pričela spoznavati hierarhično organiziranost in delovanje policije, torej tako pomembnega in tako velikega ustroja, kot je policija, in pravzaprav moram izraziti navdušenje nad dobro hierarhično organiziranostjo in učinkovitostjo policije, predvsem pa nad njeno disciplino. Ravno nasprotni občutki pa so me pričeli navdajati v trenutku, ko sem živo spoznala, v kakšnih pogojih delate policistke in policisti, kakšno opremo pri tem uporabljate in v kakšnih prostorih deluje večina policijskih enot. A vendar, danes ni ne čas, ne mesto, da bi ugotavljali, kdo nosi odgovornost za slabo finančno, materialno in kadrovsko stanje v policiji in kdo je pravzaprav kriv, da je policija v preteklih letih bila podcenjena in razvrednotena, da se vanjo ni vlagalo dovolj in to kljub njenim evidentno odličnim rezultatom in kljub dejstvu, da edina dnevno opravlja najzahtevnejše naloge, ki se najbolj neposredno navezujejo na varnost ljudi in premoženja. Je pa današnji dan vsekakor priložnost, da potrdim svojo že dano obljubo in zagotovilo, da bom kot ministrica za notranje zadeve storila vse, kar je v moji moči, da se izboljšajo delovne razmere in pogoji, v katerih delate. S tem ciljem se pravzaprav ukvarjam že od prvega dne svojega mandata, ko mi je na moje veliko ogorčanje bilo prikazano slabo finančno stanje policije. Od takrat je policija moja prioriteta in to bo ostalo tudi do zadnjega dne mojega mandata. Da svojo zavezo že uresničujem, dokazuje tudi sklep vlade o novih zaposlitvah v policiji, ki smo ga sprejeli nedavno kot enega prvih in nujnih korakov pri reševanju pereče kadrovske podhranjenosti policije, ki se nedvomno mora dolgoročno razvijati in tudi vlagati v svoje kadrovske vire.
Zadovoljna sem tudi, da smo letos do današnjega dne policiji tudi uspeli zagotoviti dobrih 10 milijonov evrov dodatnih sredstev, s katerimi želimo zaustaviti strupen trend stagnacije policije in ki jih bomo med drugim namenili tudi za nabavo opreme policistov in tudi delni prenovi voznega parka policije. Za policijskimi pooblastili in nalogami vendarle stojijo živi ljudje, ki jim je potrebno zagotoviti pogoje za varno in nemoteno delo. Zaradi vas je varnost ena od blagovnih znamk naše sicer čudovite države. S tem, ko je vlada sledila tudi našemu predlogu, da se tudi letos podaljša izplačevanje povečanega obsega dela, smo tudi delno uspeli korigirati slab socialno-ekonomski položaj policistov in policistk, ki so zaradi kadrovskega primanjkljaja in varčevalnih ukrepov dejansko preobremenjeni, ne prav, da se jim ta delovna uspešnost tudi plačuje. Zavedam se odgovornosti, da moram kot ministrica za notranje zadeve še marsikaj spremeniti, tako v smislu predlogov za spremembo zakonodaje, ki bodo odpravili nepremostljive ovire za optimalno učinkovito delo policije, kot tudi v ostalih za policijo bistvenih segmentih. Zmeraj vam bom prisluhnila, ker menim, da je tako prav. Tudi v bodoče bom upoštevala vse konstruktivne predloge, ki bodo policijo naredili še bolj učinkovito in čim manj birokratsko. S prenovo policijske zakonodaje, ki jo pripravljamo skupaj s policijo, zasledujemo cilj optimalno strokovnega in trdno zgrajenega sistema policijskih uslužbencev. Prenovljen zakon o organiziranosti in delu v policiji bo v državni zbor predvidoma vložen še letos. S spremembami želimo zagotoviti boljšo organiziranost in delovanje policije in urediti nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij, ki omogočajo fleksibilnejšo organizacijo in izvajanje nalog policije. Nadaljevali bomo tudi z intenzivnim socialnim dialogom, še zmeraj tudi iščemo najboljše načine za celostno ureditev statusa policista, torej v kariernem in plačnem smislu. Karierni sistem policiji je ključen za uspešno delo organizacije in tudi za vsakega posameznika, ki je že v organizaciji ali šele vanjo vstopa. Z najožjo ekipo na ministrstvu in v sozvočju z generalnim direktorjem policije, gospodom Marjanom Fankom, ki je izjemen strokovnjak in uživa moje veliko spoštovanje, vlagamo velike napore v to, da bi policija trdno stopila v svetlejše čase, v vseh pogledih, torej tudi preko pravilnega prepoznavanja vseh specifik policijskega dela in pripadajočega plačila zanj. Tudi moja želja je, da bi nekoč lahko rekli, ne le da policija dosega odlične rezultate, s čemer se rad marsikdo v naši državi pohvali, ampak tudi, da smo ji tudi v finančnem smislu uspeli zagotoviti spoštljivo vrednotenje, ki ga pa v moralnem smislu policija že dosega in pravzaprav presega. Še zmeraj odzvanjajo besede, ki smo jih izrekali konec lanskega leta v Državnem zboru na eni prvih sej pristojnega matičnega odbora, ki so dosegle vrhunec v trenutku, ko je predstavnik enega od policijskih sindikatov na sami seji ugotovil, da sta glede katastrofalnega finančnega stanja v slovenski policiji prvič javno enotno spregovorila vrhova ministrstva in policije in to v en glas. Vse to so zgodovinski premiki, zato mi je v veliko veselje in priznanje, da jih povezujete tudi z mojimi napori, kot je danes že bilo nakazano. Vsi moji napori so zavestni in načrtni, saj ne smemo pozabiti, da se pravna država vendarle začne pri policiji in če policija nima pogojev za nemoteno delo, se lahko pri njej tudi konča, kar pa lahko vodi tudi v razkroj države. Policija ima strašansko pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti družbe kot predpogoj vsesplošnega družbenega napredka in vsem nam je nasploh v interesu, da imamo učinkovit in pameten sistem nacionalne oziroma notranje varnosti, zato se na Ministrstvu za notranje zadeve ukvarjamo tudi s vprašanjem, kako boljše izkoristiti potenciale znotraj celotnega sistema nacionalne varnosti in pripravljamo tudi že predloge za izrabo skupnih sinergij, ki jih bom v kratkem predstavila kolegom ministrom. Skratka, rezultati naših velikih naporov v preteklih mesecih so že vidni. Sodbo, ali gre za velike korake ali zgolj za majhne korake, prepuščam vam, pa vendar, v vsakem primeru so pa pokazatelj premikov na bolje in dokaz, da vodstvi tako ministrstva kot policije trdno delamo in da že podzemamo nujne korake, da se zaustavi trend stagnacije policije in vzpostavijo boljši pogoji za delo v prihodnje. Da nas čaka svetlejša prihodnost, nakazuje tudi današnje odprtje novih prostorov Nacionalnega forenzičnega laboratorija
na katerega smo še posebej ponosni, saj ste na to čakali vrsto let. Ključno tveganje razvoja policije ostaja javno finančno stanje države, ki duši ne le policijo, ampak sem kljub temu optimistična, ker je aktualna vlada vendarle že izkazala posluh do nujnosti, da se izvajanje javno-varnostnih funkcij vendarle močneje pripozna v okviru postavljanja nacionalnih prednostnih nalog. In to v današnjih časih, ko se varnostna slika Evrope in sveta znatno spreminja, kar tudi policiji prinaša nove izzive, čeprav sama odločno nasprotujem izjemno škodljivi doktrini, da bi se v policijo vlagalo zgolj in predvsem takrat, ko nekdo pač presodi, da se utegne varnostna slika poslabšati iz kateregakoli razloga. Konstantnost vlaganja v notranjo varnost in s tem tudi v njenega ključnega nosilca policijo je nujna. Drage policistke, dragi policisti, ob vašem prazniku Dnevu policije vam iskreno čestitam. Vedno znova me razveseli, ko vidim, s kakšno predanostjo in požrtvovalnostjo opravljate svoje delo. Sama vas tudi nadvse rada obiščem na terenu in to ne le zaradi toplega sprejema, ki sem ga res povsod deležna, ampak predvsem zato, ker je vaša pripadnost poklicu, ki je danes redka, tako izjemno izražena, da tudi mene in moje sodelavce navdaja s toplino. Vašo predanost občutijo tudi ljudje, ki se na vas obračajo, kar sami zagotovo tudi veste, saj ste vendarle najbolj vidna podaljšana roka države. Zato je toliko večja moja obveza do vas in toliko močnejša moja obljuba o izboljšanju stanja v policiji. Na tem mestu se želim tudi zahvaliti svoji najožji ekipi, ki mi je predano stoji ob strani, predvsem državnemu sekretarju Boštjanu Šeficu. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in odločnimi koraki uspelo izgraditi svetlejšo prihodnost slovenske policije. Srečno! Zahvaljujem se ministrici za notranje zadeve za izrečene besede. Veliko so vgraditvi lepše in boljše prihodnosti slovenske policije prispevali tudi današnji prejemniki najvišjih priznanj policije. Generalni direktor policije bo skupaj z ministrico za notranje zadeve danes podelil srebrni in zlati znak policije za sodelovanje, zlati ščit policije in veliki ščit policije zlato zvezdo. Srebrni znak policije za sodelovanje se podeli podpolkovniku gospodu Robertu Klinarju iz 132. gorskega polka Slovenske vojske. Priznanje se mu podeli, ker je samo iniciativno pripomogel k večletnemu intenzivnemu sodelovanju Slovenske vojske in policije na različnih delovnih področjih in s tem pripomogel k širjenju varnostne kulture. Hvala lepa. Srebrni znak policije za sodelovanje se podeli tudi Ameriški agenciji za boj proti drogam v področni pisarni iz Dunaja v Avstriji. US Department of Justice, Drug Enforcement Administration, Vienna Country Office, znak prejme za večletno sodelovanje in pomoč slovenski policiji pri upravljanju nalog oziroma preiskovanju najhujših oblik mednarodne organizirane kriminalitete z področja prepovedanih drog. Znak je ravnokar prevzel regionalni direktor DEA za področje Evrope in Afrike, ki je sicer stationiran v Bruslju, Belgija, gospod James Allen. Zlati znak policije za sodelovanje se tudi podeli Gorski reševalni zvezi Slovenije. Ta že vrsto let izredno pomembno sodeluje oziroma nudi pomoč policiji pri upravljanju nalog povezanih s širitvijo varnostne kulture in krepitvijo razvoja varnosti. Obe organizaciji se že desetletja srečujeta in si nudita pomoč pri posameznih varnostnih akcijah v gorah in na težko dostopnih terenih ter številnih drugih aktivnosti. Znak je prevzel predsednik zveze, gospod Igor Potočnik. Znak policije za sodelovanje prejme tudi višji državni tožilec, gospod Drago Šketa, vodja okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Znak prejme zaradi večkratne pomoči policiji pri posameznih varnostnih
varnostnih akcijah in odličnega sodelovanja s policijo, povezanega s širitvijo varnosti kulture in krepitvijo razvoja varnosti v širšem slovenskem prostoru. Sledi podelitev 4 zlatih ščitov policije. Prejmejo jih gospod France Božičnik, vodja sektorja kriminalistične policije v policijski upravi Novo mesto. Priznanje prejme za večletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti. Gospa Zdenka Cipranič, vodja oddelka za materialno-tehnične zadeve v službi za operativno podporo v policijski upravi Ljubljane. Z odličnim odnosom, komunikacijo do uporabnikov storitev ter s pomembnimi dosežki strokovnega, tehničnega in organizacijskega področja stalno oblikuje in razvija varnostno kulturo ter policijsko dejavnost. Gospod Milan Pleško, poveljnik specialne enote v upravi za policijske specialnosti na generalni policijski upravi. Priznanje prejme za večletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja najprej posebej policijske enote in nato specialne enote policije ter za pomembno dosežko pri razvojnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti. In gospod Beno Topolnik, vodja operativno-komunikacijskega centra v policijski upravi Maribor. Priznanje prejme za večletno razvijanje in krepitev organiziranosti ter uspešnosti na temeljih področjih dela policije, zlasti na področju dela in razvoja operativno-komunikacijskega centra. Za podeliti imamo še en znak policije in sicer veliki ščit policije Zlato zvezdo. Podeli se gospodu Stanislavu Veligarju, nekdanjemu generalnemu direktorju policije. Znak se mu podeli za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti. Hvala gospe magistrici Gerte Šnider in gospodu Fanku. Naj povemo, da zlati ščit policije prejme tudi gospod Vladimir Kocek, vodja sektorja za mednarodne policijske operacije v službi generalnega direktorja policije. In sicer za večletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem delu na področju mednarodnega policijskega sodelovanja. Veliki ščit policije z bronasto zvezdo pa prejmeta gospod Rado Jože Kerč, komandir policijske postaje Ljubljana Bežigrad, za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti in uspešnosti delovanja policije ter za nadporečne delovne rezultate na področju vodenja. In gospod dr. Radio Venorio, veleposlanik v stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju, Belgija, za dolgoletno pomembno sodelovanje in prispevanje širjenju varnosti kulture in krepitvi varnosti. Vsi trije so službeno zadržani in se svojo prisotnost za današnji slovesnosti opravičili. Vsem prejemnikom priznam še enkrat iskrene čestitke.
Danes nas čaka še ena prijetna naloga. Odprtje novih prostorov nacionalnega forenzičnega laboratorija. Na zaslonu, spredi na vaši levi, lahko spremljate njegov razvoj v zadnjih letih. Naš današnji gostitelj je direktor tega laboratorija, gospod Franc Sablič, ki svojo poklicno kariero zaključuje s tem pomembnim dosežkom, v katerem je sam, svojo vztrajnostjo in zasebno zavzetostjo odločilno prispeval. Zato vas zdaj vabim k besedi. Spoštovana ministrica za notranje zadeve, spoštovani generalni direktor policije, spoštovane gostje in gosti. Forenzična znanost je v zadnjih 2 desetletjih doživela izjemen razmah in hiter napredek, ki danes omogoča, da se preiskave kaznivih dejanj opravljajo hitreje, učinkoviteje in bolj zanesljivo kot kadarkoli prej. Prav zato vsaka policija potrebuje moderen in dobro opremljen laboratorij, ki lahko v vsakem trenutku opravi forenzične preiskave, ki so nujne za pojasnitev kaznivega dejanja in prijetje storilca. Prav hiter razvoj znanosti in tehnologije je pripeljal tudi do širitve dejavnosti nacionalnega forenzičnega laboratorija. Stara stavba na moji levi strani, zgrajena leta 1982, je imela 900 kvadratnih metrov z 22 zaposlenimi strokovnjaki. Z uvajanjem novih metod, predvsem DNK analiz, je postajala vse bolj podobna prenapolnjeni kletki s 60 zaposlenimi. Leta 2007 je bilo treba del laboratorija preseliti na drugo lokacijo, hkrati pa so se začele prve aktivnosti za gradnjo novega, sodobnega forenzičnega laboratorija. Gradbena dela so trajala dolga 4 leta, tudi zaradi krize v gradbeništvu, in v lanskem letu smo vse laboratorije uspeli preseliti v novo, moderno stavbo velikosti 4500 kvadratnih metrov. Nova, načrtno grajena stavba omogoča ustrezno laboratorijsko infrastrukturo, varno delo, delo po forenzičnih standardih, brez možnosti kontaminacije, delo po akreditiranih in mednarodno priznanih metodah in vodilih. Kljub ocenjeni vrednosti investicije na znesek 15 milijonov evrov je bila gradnja in racionalno opremljanje laboratorijev zaključena z 11 milijoni evrov. Iz, poudarjam, policijskega letnega proračuna, tudi z dodatnim varčevanjem na vozilih in drugi policijski opremi. Z veliko angažiranostjo zaposlenih smo s 5 mednarodnimi projekti pridobili dodatnih 2,3 milijona evrov evropskih sredstev, s katerimi smo posodobili metode dela z najnovejšo strojno tehnologijo. V novih prostorih letno forenziki preiščemo čez 30 tisoč sledi in upravimo več kot 50 tisoč instrumentalnih analiz. Iz obeh zakonsko vodenih baz, to je baza DNK preiskav in baza daktiloskopiranih, letno identificiramo do 700 storilcev kaznivih dejanj. Sicer pa po vseh zavarovanih sledih na krajih kaznivih dejanj identificiramo čez 1200 storilcev kaznivih dejanj na leto. Praktično brez teh rezultatov preiskanost kaznivih dejanj v Sloveniji, ki je ena najvišjih v Evropi, ne bi bila na tem nivoju, kot je sedaj. Novi NFL je tako ključna pridobitev sistema odkrivanja storilcev kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji in bo brez dvoma še naprej bistveno vplival na varnost državljanov Slovenije in varnost države. Pred leti so v javnosti odmevale besede, izrečene v policiji, falotje se bodo bali policistov. Moje besede na ta svečani dan in otvoritvi teh laboratorijev so vlomilci, tatovi, morilci se bodo bali forenzikov. Hvala.
kliničnega laboratorija. Današnjo slovesnost zaključujemo z ogledom novih prostorov. Ogledi bodo potekali v skupinah ob spremstvu nositeljev iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Vljudno se vam zahvaljujemo, da ste na današnji dan v naši družbi. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na skromni pogostitvi na zadnji strani stavbe, kjer bomo v miru pozapletali. Imejte prijeten dan še naprej. Nisem na ministrstvu programe. Kam ste pošla? So pošli mimo. Gremo. Moramo kar dinamično in če hočemo vsaj kaj videti, ker če boste hodili veliko videti, potem rabimo malo več časa. Se vproščam. Se pravi, en od oddelkov, oddelek za preiskave dokumentov in ponarejenega denarja, skratka, forenzični razni viri svetlobe, preiskava dokumentov, zaščitnih elementov, preiskava ponarejenega denarja, EU-kovancev, EU-bankovcev. Skratka, čim dobimo neke indikative, da je bankovec ponarejen in še ni v bazi podatkov v EU, tudi te indikative potem pošiljamo v EU bazo. Skratka, kar precej zadev, preiskave pisav. To je ta del. Hvala lepa kolegom in gremo kar naprej, če hočemo še kaj videti. Ta del, kot zdaj prihajamo,
kup ogled snimijo, ne? Ja, medijski ogled. Tole medijski ogledate? Ja, kao. Pa ne me basati tega. Sam, to imamo že njih skupaj ogledati. Ja, ne morate sami hoditi pa na Na Gubice pa. Ja, si ni bilo priložnosti. Ja, prav, so meni vse. Meni vse. Če boš na laboratoriju rdečo halo se mora preobleči, cokle preobleči, ja, zaradi kontaminacije in pogreban, pustiti vse noter. Noter je nadtlak, skratka, posebni režimi vstopanja. Novice so nam dol. Ja. Gremo kar gospodno na so. Delo je neprimerno bolj kvalitetno, boljše, bolj zanesljivo in skratka ta digitalizacija in novi postopki so neverjetno napredek prinesli. Če sem jaz včasih rabil 14 dni, da sem identificiral orožje, je ta postopek bistveno hitrejši, seveda z pomočjo računalnikov, digitalizacije in tako naprej. Vas vabim naprej v kemijski oddelek. Gremo do konca. Potem imamo posebej trak, preiskava vlaka, preiskava obuval. Da, če bi si hoteli vse laboratorije, ki jih je okoli 50 pregledati, bi se bi naredili več časa. Kemijski oddelek je predvsem analiza drog, barulakov. Največ je drog, kar stopite naprej. Skratka, to gre za res sodobno opremljen del. Vsak izvedenec ima svoje območje, ko zadeve razpatira, predvsem droge in tako imenovani mokri del, kjer se pripravijo vzorci. 12.000 približno analiz letno upravimo samo okoli drog.
digestoriji, vsaka miza ima odsesovanje, da ne pride do kontaminacije, posebej tektalni del, treba na zelo natančno odmerjati in pridemo v instrumentalni del, tukaj so pa aparature, priprava vzorcev je v takšnih stekleničkah, raztopine, postavijo v aparature in to pri nas teče 24 minut na dan. Analize avtomatsko uprajajo, robot sam da vzorec noter, dobimo izpise, grob in potem izvedenec samo napiše, za kakšne grobe. Tudi iz EU sredstev vidite, tam, ko je znak gor, smo precej aparatur novi dobili. Skratka, ta laboratorij je res sodobno opremljen. Predvsem je problem zdaj nove psihoaktivne snovi, ki se pojavljajo v Evropi približno 2 na teden po podatkih iz EU-ja. In seveda, problem je analiza teh novih psihotropnih snovi. Veliko je dela vloženega in da to seveda v EU bazo dati novo snov, ki se pojavi na spletu, in potem v nacionalno bazo, da gre za prepovedano snov in šele potem je prepovedana. S tem ima Evropa zdaj bistveno več dela. Če je začasna plovnost, pa začetek uporabe in stavimo v sistemu. Trenutno v sistemu 130.000 oseb, povezani smo po plinski pogodbi, brskamo tudi po drugih bazah podatkov. Skratka, sistem nam potem vrše neko rang listo ven, katere osebe bi lahko prišle v upoštev in potem seveda specialist, ki dodatno označi karakteristike in seveda identificira osebo. Zlatarna Papler umor je bila ključna sled dlani, znana v roku 24 dni, oseba, za katero praktično operativa ne bi prišla na sled, ker je živela v romski skupnosti in seveda zadeva se je potem začela ubijati. Brez takšnega sistema bi verjetno to kaznivo dejanje ostalo nerešeno. Pa se vsi predmeti vsamnejo, damo v cianoakrilatno komoro, naparevanje, potem obarvanje in potem, če izzovemo kapilarne linije, prefotografiramo, gremo v AFI sistem, dobimo osebo v klinični bazi, dobimo osebne podatke
in sodišče lahko takoj razpiše evropski priporni nalog. To gre sedaj zelo hitro naprej. To so specialne komore, imamo še različnih inkidin iz papirja, iz izziva, odvisno seveda, kje pričakujemo papilarni namen. Še morda je vedno popularno videti strelišče, ampak strelišče ni klasično strelišče, forenzično strelišče. Vsak je v strelišču razni pripomočki za openjanje predelanega orožja, zaščitne stene, vedeti treba, da je kup predelanega orožja in je nevarnost potem streliti s takšnega orožja. Forenzično strelišče. Hvala. To je bilo nekako na kratko. Zdaj pa kar predlagam, da gremo pravzaprav smo končali zdaj s tem obredom. Treba vedeti, da je pač da je čas pač kratek, ker je veliko skupin, ampak mislim, da se tudi te spomne informacije naprej. Tole ne bo šla več tukaj. Ne moramo več. Ok, vse v redu. Nobenih Krčanov ne vidim. Koga? Iz Krškega ne vidim nobenih. Iz Krškega. Fantje, da ste, jaz tudi. A lahko kdo prime? Gospod mikrofon. Hvala. Sam sekundu, ja. Evo, malo predvsem si želo. Približiš. Evo. Lahko? Izvolite, prosim na to. Torej lahko najprej samo ocenite nov laboratorij, kaj to pomeni v bistvu za vse, za vas, za Slovenijo. No, to pomeni, da
imajo moji sodelavci vsaj dostojne prostore, da lahko delamo v prostorih, kjer se lahko izogibamo kontaminaciji, da imamo takšne prostore, da smo lahko postopke akreditirali, ker če postopki niso akreditirani, potem imajo manjšo veljavo tako na sodiščih, kot potem v procesni veljavi in seveda ti prostori so nam to omogočili. Kaj so bile do zdaj pomanjkljivosti? Recimo, včeraj smo imeli primer Kamenika, težave s temi supergami. Mislim, kaj so bile tiste pomanjkljivosti, ki jih bo zdajšen laboratorij lahko nadomestil? Ja, osnovne pomanjkljivosti so bile to, da sploh nismo imeli primernih prostorov za preiskovanje tako občutljivih sledi, kot so DNK sledi. To je pač neka nova linija dela v forenziki, ki seveda zahteva prostore s posebnimi pogoji. Vse ostalo seveda smo nadgradili z digitalizacijo, z avtomatizacijo procesov, stroka se razvija, tako da je vse to pripomoglo seveda k boljši preiskanosti kaznivih dejanj v Sloveniji. To se naprej pomeni več analiz, več identifikacij storilcev kaznivih dejanj? No, mi že sedaj, seveda, eno leto, ko smo noter, se število identificiranih oseb iz baz podatkov, ki jih vodimo, in pa iz drugih uspešno zavarovanih sledi, seveda se viša. Zdaj smo pri številki 1200 do 1400 storilcev identificiranih samo na podlagi pravilno zavarovanih sledi na kraju kaznivih dejanj. To je pa že precejšnja številka. V stari stavbi, ko smo bili na 900 kvadratnih metrov, je bilo to morda par 10 storilcev identificiranih. In jaz mislim, da je to občutna razlika z laboratoriji v stari stavbi in pa temi sodobnimi. Dajte na konkretnih primerih povedati, odmevni primeri, kjer ste pač kljub pogojem, ki ste jih imeli, bili uspešni. Če gremo kar po vrsti, večina umorov, ki veste, da so že 5 let skoraj 100% rešeni v Sloveniji, so bile nekatere ključne sledi, tiste bistvene, po katerih je potem operativa prišla do storilca kaznivega dejanja. Pa če naštejem, rop, umor zlatarja Papler, po sledi dlani, ki smo imeli v bazo, so zelo hitro potem operativa prišla do cele mreže storilcev, ki so že tudi obsojeni. Do vseh umorov, če hočete, tudi umor, ki se je zgodil v soboto, smo začeli z delom v nedeljo zjutraj in seveda dokazali, da je storilec bil kontaminiran z krvjo žrtve in da je on pustil določene sledi na kraju, tako da je tudi ta umor že 100% dokazan. Ali lahko jaz sem še... Zdaj vprašanje sem za... Čakaj, da vidite, kako to zgleda pri nas. Ti bi ste vam podobno vprašala. Glede na to, da prihajate kmalu kakor, pa me zanima, kateri so tisti primeri, ki so vam ostali najbolj v spominu, recimo, če se jih kaj spomnite, kjer je forenzika tako rekoč zmagala. Ja, takšna vprašanja so včasih zelo težka. Vedite, da sem že 30 let v forenziki, da smo začeli tako s prvimi eksplozijami Muljava do terorističnimi eksplozijami v letu 90, da sem bil praktično na vseh hudih kaznivih dejanjih upleten v preiskavo od Krambergerja, pa če gremo kar po vrsti, umor Perič, trojni umor, Tekačevo, praktično bi lahko našteval vse primere, smo nekako bili upleteni v reševanje teh primerov. Jaz ali seveda kdo drug iz oddelka. Bo čas za kakšno knjigo spominov? Ja, morda se bo pa našlo zdaj malo več časa. Mislim, da bi bilo kar precej zadev za napisati, tudi zanimivih in zabavnih. Hvala. Hvala tudi. To vse? Ja, čestitamo. Hvala.